Pozdravljeni. Priznati vam moram, da danes bom malček polemičen. Namreč v tokratnem prispevku se bomo ukvarjali z nivojem kulture motošporta in vsem tistim, kar napravijo razni mediji, da bi se ta nivo ne bi premaknil, pa niti za milimeter. Na začetku bi rad še enkrat poudaril, da gre tu za moje osebno mnenje ter moja osebna razmišljanja. Vem, malce sem dolgočasen, ko neprestano to ponavljam, a mislim, da je tokrat še toliko bolj potrebno to poudariti. In rad bi poudaril še nekaj bistvenega. Sam nimam nič proti navijaču enega ali drugega voznika. Zame je vsak, ki ima rad Formulo 1 in na splošno motošport, vreden vsega spoštovanja. Nimam rad, da nekateri mediji izrabljajo to ljubezen in kot drugo še manj imam rad, da mediji pravzaprav držijo določene generacije, predvsem mlajše, v nevednosti. Gledali si bomo, kaj se je zgodilo v prejšnjih dneh in kako prihaja to besedno manipulacije, samo zaradi tega, da se ustvarjajo neke instant zgodbe povezane z motošportom. Seveda, povod za nastanek tega prispevka je članek, ki sem ga zasledil v preteklih dneh, a tega sem mislim, priznam, nekako izpustiti, kajti tema je izjemno delikatna. Šele druga zgodba, ki ni povezana s prvo, me je prepričala, da je pravi trenutek za to. Začnimo z drugo zgodbo. Namreč v Avtosprintu na tisti virtualni izdaji sem prebral, da v Milanu bodo otvorili spomenik Albertu Čiču Ascariju. In seveda, to je zadeva, katera je vredna vsake pohvale. Čeprav sem o tem spomeniku bral že 4. decembra 2020, a ni bil še pripravljen. No, seveda, v prvem odstavku tega članka so tiste običajne fraze, kako je avtomobilski klub iz Milana podaril mestu ta spomenik, običajne slike tistih političnih veljakov in tako naprej. Nič kaj takega in nič spornega. Sporen je drugi odstavek v članku. Namreč tam vir praktično opiše na kratko življenjsko zgodbo Alberta Ascarija. Govorimo o Avtosprintu in ne o nekem vaškem časopisu oziroma splošni spletni strani. Mislim, da vsak navdušenec Formule 1, še posebej Italijan, mora vedeti, kdo je Alberto Ascari. In če Avtosprint oziroma glavni urednik meni, da je potrebno ponoviti njegovo življenjsko zgodbo, po mojem mnenju pomeni, da svojega poslanstva ni opravil. Kako lahko eden izmed največjih italijanskih virov, kar se tiče motošporta, ni naučil svojih bralcev, kdo je bil dvakratni svetovni prvak Formule 1? In seveda, poleg vsega je tu še kardinalna napaka. Namreč v Milanu obstaja trg imenovan Ascari, Largo Ascari. A posvečen ni samo Albertu, temveč tudi Antoniju, njegovemu očetu, legendi motošporta, avtomobilizma iz 20 let, ki je prav tako umrl za volanom kot njegov sin. Že če so hoteli nekako podučiti mlajše generacije o tem, kdo je bil Alberto, zakaj so izpustili Antonija? Je bila zgodba o Albertu preveč enostavna, instant, da se niso znali potrudili tisto malček več? Ali je tudi raven njihove kulture motošporta tako nizka? Ne vem. Sam sem bil razočaran in mislim, da marsikdo izmed vas bo rekel, pa kaj. Glavna pobuda za ta prispevek je tista
ideja iz Novega grada v Sarajevo, da bi neko ulico, ki pelje na letališče, poimenovali po Mihaelu Schumacherju. Namreč on je bil tu leta 1996 in 1997, obiskal je otroke sredi vojne in prinesel podporo kot ambasador. In sedaj jim je prišla ta genialna ideja, da bi se mu nekako oddolžili tako, da bi neko ulico poimenovali po njem. In najbolj me je zbodlo, ko sem bral v raznih virih, domačih in tujih, da bodo tako nekako podprli njegovo rehabilitacijo, mu pokazali, da ga niso pozabili. Namreč po mojem osebnem mnenju poimenovanje trgov in ulic je smotrno, ko je nekdo nas zapustil. Mihael Schumacher je še živ. Čeprav 29. decembra leta 2013 je doživel na smučišču tisto grozovito nesrečo. In dvomim osebno, da se bo zavedal te časti, ukolikor bo komurkoli uspelo preimenovati tisto ulico po njem. A sam se sprašujem, kak je smisel poimenovanja ulice po Mihaelu Schumacherju v Sarajevu. Namreč lepo bi bilo, da bi njegovo ime nosila ulica, ki ima neko zvezo z motošportom. In tu hočem poudariti, da nimam nič proti temu, da ima Mihael Schumacher ulico. A ne bi rad, da bi se tiste njegove privržence zlorabljalo v neke kvazi politične namene. Vsaj tak je moj pogled. Glejmo nasproten primer. Namreč v Imoli je sedež proge Enza in Dina Ferrarija na trgu Ayrtona Senne številka 1. In mislim, da se tu vsi strinjamo, da je ime trga ustrezno lokaciji. Da vas malce razočaram, mislim, da leta 2015 so tudi na Poljskem odprli ulico Ayrtona Senne. Vidite tablo, ki so jo postavili, v kraju, katerega imena ne znam izgovoriti. In sedaj se bomo vprašali, koliko prebivalcev pravzaprav ve v tisti ulici, kdo je bil Ayrton Senna, je ljubiteljev motošporta, Formule 1 in Ayrtonih navijačev. Mislim, da je tista rešitev iz Imole primerna, tista iz Poljske po mojem mnenju pa ne. Težava je nekje drugje, v instant novinarstvu, kjer se meče kosti za glodenje publiki, ampak se ne pove zgodb do konca. Marsikdaj lahko naletimo na zgodbe, katere so dobesedno izmišljene, samo zato, da bi članek izgledal zanimivo oziroma da se zapomni nek prostor. Seveda, sedaj sem vam dolžan še neko zgodbo, da bi dokazal, kako se da napraviti zgodbo iz argumenta, ki na prvi pogled je nezanimiv, in kako se lahko dvigne raven kulture motošporta, da ne bo kdo omenil, da samo jezikam v prazno. Omenili smo Imolo, trg posvečen Ayrtonu Senni, in zraven tistega sedeža uprave proge Enza in Dina Ferrarija je muzej. Vhod v upravno stavbo proge je na številki 1, vhod v muzej je na številki 3, torej sosednja vhoda. Muzej je vreden ogleda in priporočam ga vsakomur, ki tam še ni bil. A zanimivo je, da ta muzej je posvečen Čeku Kosti. In marsikdo izmed vas bo sedaj pogledal, kdo je bil Francesco Čeko Costa. Ljubitelj motošporta, po izobrazbi sicer agronom, a eden izmed tistih funkcionarjev, ki so bili zaslužni, da je proga v Imoli sploh nastala. Tesen in oseben prijatelj Enza Ferrarija. Seveda zasluga gre tudi Čeku Kosti, da se je proga še za časa življenja Enza Ferrarija imenovala po njegovem sinu Dinu.
In seveda Kosta je tu organiziral predvsem motociklistične, ampak tudi avtomobilistične dirke. In če sedaj je komu ime Kosta oziroma priimek malce znan, vam moram pritrditi. Namreč Francesco Costa je bil oče Claudia Coste, znanega zdravnika, tistega, ki je mnogo let pomagal motociklistom, da so se spravili na motorje, kljub temu, da so imeli hudo polomljene kosti. In eden izmed zaslužnih za to, da je Alex Zanardi lahko zopet hodil. In seveda, če to ni lepa zgodba okrog motošporta in imen ulic, kaj pa je? Vsekakor pa hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.